Spoštovani gledalci, dober večer. Dobrodošli pri spremljanju pogovora s predsednikom vlade, dr. Robertom Golobom. Smo globoko v predvolilnem času, 2 meseca je še do parlamentarnih volitev, ki jih je prejšnji teden razpisala predsednica republike, in to za 22. marca. Dober večer tudi vam, gospod predsednik. Dober večer. Dobrodošli. Da smo v predvolilnem času, kaže tudi zadnji konec tedna, vaši govori, uradni govornik, tako na Osankarici kot v Dražgošah. Dražgoše so vedno vsako leto z močnimi političnimi sporočili, tokrat se zdi tudi s predvolilnimi. Ko ste pozivali k enotnosti in ko ste rekli, ne bomo vam pustili tega, koga ste nagovarjali, koga pri enotnosti, koga z drugo grožnjo, bom rekla, ne bo vam uspelo, ste rekli. Glejte, Dražgoše so bom citiral pokojnega Janeza Stanovnika, simbol slovenstva, simbol trpljenja, simbol junaštva in slovenske suverenosti. In na takih mestih vedno si želiš dati sporočilo povezanosti in enotnosti. Zakaj? Zato, ker slovenski narod je dosegel v najtežjih trenutkih to, da je lahko stopil skupaj. In potem noben cilj ni bil prevelik. Ko sem pa govoril o tem, kaj jim ne bo uspelo, sem govoril o potvarjanju zgodovine. Prav je, da se na krajih, kot so Dražgoše, zelo jasno opredelimo do tega, kakšna je bila slovenska zgodovina, kje so temelji naše slovenske suverenosti, slovenske države, in Dražgoše in narodno-osvobodilni boj so nedvomno prav to. Eden od temeljev, na katerih stoji samostojna slovenska država. Ne bo vam uspelo, ste rekli, politični konkurenci? Ne, potvarjati zgodovine. Komurkoli, ki bi želel oskruniti ta plemenit boj naših dedkov, naših nonotov za svobodo in za slovenski jezik. Predsednike nekaterih levosredinskih strank ste povabili jutri na kosilo. Prvi predsednik Kučan je včeraj v Dražgošah rekel, upam, da bodo dobro jedli in se kaj dogovorili. Pa me zanima, gospod predsednik, kaj bo na mizi. Seveda me ne zanima hrana. Kakšen predlog, kaj si obetate od tega kosila oziroma pogovora? Je to strjevanje vrst na levi sredini? Lejte, živimo v zelo nemirnih časih. In svet zadnje čase zgleda, kot da bi ponorel. Vsak dan dobivamo neke res slabe novice iz sveta in jaz mislim, da je zdaj trenutek, ko vsi tisti, ki verjamemo v mir, ki verjamemo v svobodo in človekove pravice, moramo stopiti skupaj, se povezati, če hočete narediti na nek način enotno fronto, zato da ohranimo vrednote, na katerih temelji Slovenija. In to je namen jutrišnjega kosila. Postavil bom zelo zelo preprosto vprašanje, bom postavil vsem udeleženim, kakšna je Slovenija, v kateri želimo živeti naprej in kakšno Slovenijo želimo pustiti našim otrokom. In jaz sem prepričan, da se bomo glede tega zedinili in od tu naprej lahko potem črpamo tudi na eni strani povezanost pred volitvami, še bolj pomembno povezanost po volitvah. Se pravi, so teme za jutri napovedane koliko širše, namreč v opoziciji niso dobili, oziroma drugi pol ni dobil vabila, nihče iz drugega pola. Če boste govorili o teh zadevah. Govorili bomo s tistimi, ki verjamejo v podobne vrednote, vrednote odprte družbe, svobodne družbe, pravne države, demokracije in socialne države. Vsi ti so bili povabljeni. Iskali smo tiste stranke, parlamentarne in izvenparlamentarne, ki delijo te vrednote. Zato smo se tudi potem tako odločili. Resnice ne bo, mimogrede, in Karel Erjavec je očital z novo stranko, da ni dobil vabila. Morda v stavku? Zelo enostavno. Povabili smo vse tiste, ki jim ankete izkazujejo vsaj procent ali več podpore. Ko bodo se ljudje odločili in bodo, na primer, gospodu, ki ste omenili, namenili več kot sedaj, bo tudi on povabljen. Torej o nobenem predvolilnem sodelovanju v smislu trojčka, takrat, ko je potem zmagali socialni demokrati, Boruta Pahorja, takrat so pred volitvami šli Kresalova, Golobič in Pahor pred ljudi. To je trojček, kdor bo zmagal volitve, bo vodil naslednjo vlado. Torej, kakšnega takšnega predvolilnega povezovanja ne načrtujete? Jaz mislim, da ni potrebe po neki enotni predvolilni koaliciji. Bi si pa želel, da bi se te sile na levi zagotovo strnile, mogoče še kakšna skupna lista, ampak predvsem bom pa poslušal. Poslušal bom,
kaj o tem menijo ostali predstavniki in se bomo potem tudi, časa bo dovolj, in se bomo potem, verjamem, da tudi konstruktivno dogovorili. Omenili ste turbulentne čase in res so taki. Danska premijerka je glede Trumpa in načrtov za Grenlandijo rekla, smo na usodni preizkušnji. Predsednik, kako zaskrbljujoče je vso to dogajanje tudi za Slovenijo, tudi za Evropsko unijo? Vemo, da je Danska članica tako Evropske unije kot NATO. Je zelo zaskrbljujoče. To lahkotno opletanje z vojaškimi posegi zagotovo ni nekaj, kar bi nas navdajalo kakorkoli z brezskrbnostjo. Jaz mislim, da moramo v Evropi zdaj še toliko bolj tudi v Evropi potegniti skupaj, se postaviti za človekove pravice, mednarodno pravo in na tem vztrajati. In za Dansko? In to velja tudi v primeru Grenlandije in Danske. Jaz verjamem, da tudi te epizode, ki se zdaj dogajajo, so mogoče in upajmo prehodnega značaja in da bo na koncu tudi med zavezniki prevladal razum in da se bo mir, ki je v bistvu največja svetinja, tudi za katero so umirali naši nonoti, da bo mir na koncu se obdržal. Da se spreminja svetovni red, pišejo tuji mediji, tudi naši domači komentatorji, pa če samo še pri Trumpovih potezah, dejanjih v Venezueli, mnogi so, ki pravijo, kakšna je razlika pravzaprav to, kar počne Trump tako z Grenlandijo kot Venezuelo ali pa grožnje tudi Kubi in še komu, kaj je drugače od Putinevega ravnanja v Ukrajini? Se strinjate s to primerjavo? Jaz tisto, kar bi rad poudaril, je, da res se čudim temu, s kakšno lahkoto mednarodno pravo ne velja več nič in s kakšno lahkoto se uporabljajo vojaške sile za dosego čisto, da rečem temu, partikularnih oziroma nekih posebnih interesov ene same države. Za države, kot je Slovenijo, tudi za Evropo kot celoto, ne ostane drugega, kot da vztrajno držimo našo pozicijo na spoštovanju ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava. In da se pri tem še bolj povežemo navznoter. Ta element je toliko bolj pomemben v teh časih. Jaz sem prepričan, da na koncu bo obveljal, še enkrat, bo obveljalo ravno mednarodno pravo. Mogoče ne danes, mogoče ne jutri, ampak svet brez prava enostavno v teh časih jaz si ga ne morem zamisliti. Ali je ustavno sodišče, ko je odločilo, da je člen zakona o delitvi javnega zdravstva in zasebnega neustaven, ali je pokopalo bistvo zdravstvene reforme te vlade? Ne, kje pa. Odločitev ustavnega sodišča v resnici pozdravljamo. Ustavno sodišče je na primer pritrdilo temu, da SP-ji ne morejo delovati v zdravstvu, spravi ni neke popolnoma svobodne iniciative. S tem je pritrdilo tudi bistvo reforme, ki v resnici razmejuje, zelo jasno razmejuje javni zdravstveni sistem od zasebnega. Ampak ne taka razmejitev, kot ste si jo zamislili? Edina stvar, v katero se je ustavno sodišče dejansko umešalo, je ta prepoved, popolna prepoved dela v zasebnem za tiste, ki so v javnem. Zakaj? Ker je ocenilo, da je dovolj drugih mehanizmov in taka prepoved ni potrebna. In tudi sam se pridružujem temu mnenju. Jaz sem prepričan, da je mehanizmov po uveljavitvi zdravstvene reforme dovolj in da lahko vodstva bolnišnic brez problemov dosežejo natančno enak cilj, kot če bi ta prepoved obstala. Zato nas ta v resnici odločba v ničemer ne skrbi in bomo tudi poskušali brez njene obnove s sedanjim sistemom nadaljevati. Ravno to me zanima, ali se imate leto dni časa, če bi šli v spreminjanje zakona, torej se ne boste dotikali zakonodaje, v tem trenutku še 2 meseca, vse veste, naslednja vlada, če bo sestavljena iz sedanjih opozicijskih stran, oni tega člena ne bodo potrebovali, povedali so, kaj si mislijo o razmejitvi javnega in zasebnega. Glejte, treba je ločiti. Treba je ločiti med tem odločbo ustavnega sodišča, ki je v resnici taka, da pritrjuje zdravstveni reformi, in med tem, kar govori opozicija. Mi smo vstopili v zdravstveno reformo iz enega preprostega razloga, da preprečimo nadaljnjo razgradnjo javnega sistema. Tiho privatizacijo, če hočete. To je bil naš glavni cilj. Ta cilj je v celoti zaenkrat še dosežen znotraj obstoječe zakonodaje in ljudje se bodo morali odločiti, kaj je tisto, kar si želijo. A si res želijo privatizacijo zdravstvenega sistema? Ampak ljudje, oprostite, predsednik, nimajo vpliva na to, kako se ta reforma izpelje.
ljudje imajo vpliv skozi volitve. In Da, prav je, to da že. se na volitvah odločajo ravno to. Ali bojo zaupali tistim strankam, ki pravijo ne, vrnili se bomo nazaj v privatizacijo zdravstvenega sistema, ko ne vemo, ko se vam nekaj sredi noči zgodi, takrat nobenega zasebnega zdravnika ne boste našli, takrat samo javna urgenca je tista, ki sprejema bolnike, ali pa bodo pritrdili temu, kar mi govorimo, in to je, da je treba javni zdravstveni sistem okrepiti, tudi izboljšati položaj zdravnikov v javnem zdravstvenem sistemu, in to smo naredili za ceno tega, da smo povečali sredstva, dvignili plače, hkrati pa seveda poskrbeli, da ti zdravniki ne morejo pacientov naročati v svoje zasebne ordinacije. In jaz mislim, da je ta pot tudi edino pravilna in mimogrede, veste kaj, nikjer v Evropi niso poznali takega sistema in takega kaosa v zdravstvu, kot smo ga imeli mi pred nastopom te vlade. Ampak zakaj ste šli v spreminjanje zakona in tako strogo ločitev, kjer je Ustavno sodišče reklo, da niti ni potrebna, če je mogoče to razmejiti, kot pravite, že po dosedanjem zakonu z dobrimi upravljavci po javnih zavodih? Kaj torej tukaj ni v redu? Zdravstvena reforma ima 16 zakonov, ne enega, in ta zakon, o katerem vi govorite, ima več 100 členov, ne enega. Ustavno sodišče je razveljavilo 2 stavka od 16 zakonov, več 100 členov. Tako da v resnici je za zelo minoren poseg Ustavnega sodišča. Dobro, čakalne vrste pred zadnjimi volitvami, saj vemo, napovedi strank 30 dni do specialista in tako naprej. Slišali smo že v različnih študijah, v različnih oddajah, čakalne vrste imajo po vsem svetu. Ampak recept za čakalne vrste, da se skrajšajo. Ko smo bili pred ESČP-jem dolgo kršiteljica zaradi nerazumno dolgega sojenja, je bil primer Lukende, našlo se je denar, se je delalo, spravljalo, bom rekla, stare primere in zdaj nismo več sistemska kršiteljica s sodnimi zaostanki. Ali je kakšen recept, če boste dobili še en mandat za čakalne vrste? Recept se že izvaja. Reforma, o kateri sva prej govorila, je temelj, na podlagi katerega se zdaj gradi hiša. V tej hiši je ključni ukrep za to, da se bodo čakalne vrste skrajšale, sta 2. Digitalizacija zdravstva, ta se zdaj izvaja, zato da imamo natančno evidenco, kdo je tisti, ki čaka in kdo je tisti, ki je samo navidezno upisan. In drugi ukrep je plačevanje storitev po dejanskih stroških. Do zdaj se je plačevalo po tako imenovanih utežeh iz leta 2006 ali 2007. Ta ukrep se zdaj spreminja, bolnišnice bodo dejansko plačene po stroških, s tem se ne bodo na enem mestu umetno podaljševale vrste in se krajšale, naprimer, pri zasebnikih. Na ta način, take prakse so se pokazale prav v zadnjem letu pri nekaterih teh specialistih in ta del bo zdaj v celoti onemogočen. Tudi s tem, ko ne bo več materialnega in ekonomskega interesa za umetno ustvarjanje čakalnih vrst, sem prepričan, da se bodo stvari bistveno bolj razčistile v prihodnjih že mesecih, še hitreje pa tudi, oziroma v naslednjem letu. Digitalizacija, morda stavek, gospod predsednik, veliko kritik je bilo strokovnjako za informacijsko varnost, da ta načrt na enem mestu zbrani zdravstveni podatki, da so veliko tveganje. Vi mislite nasprotno ob vseh teh vdorih, padanju serverjev in tako naprej. Vas ne skrbi tveganje za en tak informacijski sistem z vsemi temi podatki? Mislim, da res za nerazumevanje. Govorimo o tem, da se bo na enem mestu zbrala informacija za obdelavo vrst, tudi če bi prišlo do padca tega serverja. To ne bi v ničemer vplivalo na oskrbo pacientov, ker je to ločen sistem za analitiko. To je treba ločiti. Pa bom dal drugačen primer. Mi smo imeli v nekem trenutku izjemno dolge, to je bilo v času sprejema zakona o psihoterapiji, izjemno dolge čakalne vrste na področju otroške psihoterapije. In kaj se je izkazalo? Da v enem zdravstvenem domu na severovzhodu države, mislim, da je Murska Sobota, da so imeli izjemno dolgo čakalno vrsto, več 100 dni. Ampak v tej čakalni vrsti je bil en sam pacient, ki ne bi čakal 600 dni. Kaj se je pokazalo? Da je bil napačen vnos. Digitalizacija tudi za to poskrbi, da ljudje ne čakajo po nepotrebnem zaradi napačnih odnosov. Sem dal najbolj banalen primer,
Ampak takih primerov je... Čakalnih vrst za te storitve je veliko. Takih čakalnih je veliko in zato so ljudje upravičeno nezadovoljni, ko na koncu ugotovijo, da so čakali brez potrebe. Digitalizacija bo ravno ta problem rešila. Edino na ta način ga lahko rešimo. Kako odgovarjate, predsednik, kritikom, ki vam očitajo tudi v vladi ali pa na levem polu, sicer statistično s točnimi podatki, da je v mandatu vaše vlade se izjemno povečal denar za oboroževanje, za obrambo? Več, reče nekdo, ki je zdaj v opoziciji, bivši poslanec Levice, kot v času Janševe vlade. Poglejte, zaveza, da namenimo 2% bruto družbenega proizvoda za stroške povezane z Slovensko vojsko, izhaja iz leta 2014. Ne iz leta 2025. Samo izvajamo zdaj ali kako? Takrat so jo sprejeli. In mi od prvega dne se obnašamo odgovorno do zavezništva in postopoma dvigujemo ta znesek. Poudarjam, zelo postopoma dvigujemo ta znesek. Jaz si bom še nekaj drugega rekel. Največkrat smo deležni očitkov iz Zveze NATO, da ravno mi, Slovenija, pa še nekatere druge države, prepočasi dvigujemo stroške za obrambo. Tako da strah, da bi mi prehitro krepili ta sredstva, je v celoti odveč. Ali je razlog, da ste preklicali nakup Patrii bližina volitev? Ne, sploh ne. Pri Patrii se zasleduje en cilj in to je, da je to vozilo v čim večji možni meri opremljeno s slovenskimi proizvodi. V tem primeru govorim o kupoli, ki ne bi bila opremljena s slovenskimi instrumenti, in ker želimo, da je ta kupola tako narejena, da bo tudi certificirana za prodajo v druge države, smo zaprosili, da se počaka, dokler se ti certifikati ne pridobijo. Ko bomo pridobili certifikate, potem bo vozilo tudi nared. Ampak ne samo za Slovenijo, ampak tudi za tujino. Dobrih 20 let, 22 bo pravzaprav je od koalicije voljnih, ko smo govorili o koaliciji voljnih za Irak. Zdaj se govori o koaliciji voljnih za končevanje rusko-ukrajinske vojne. Predsednik, kaj v okviru te koalicije voljnih obljubljate v imenu Slovenije? Varnostna jamstva, vojake na ukrajinskih tleh, kaj, ko greste v Bruselj na pogovore? Ali pa ste mislim, da ste sama lepo napovedali, to je koalicija za mir. In to je edino stališče, ki ga ves čas zagovarjamo. Imeli smo 2 taki srečanji, najprej v Bruslu, kjer smo se odločali o tako imenovanih zamrznjenih ruskih sredstvih. Tam je Slovenija vztrajala na tem, da se ta sredstva ne smejo nameniti za nakup orožja za Ukrajino, in smo pri tem tudi uspeli uveljaviti, ne samo Slovenija, ampak naš blok, svojo voljo. Ta sredstva so sicer zamrznjena, a ostajajo kot pogajalsko orodje za mir. Nismo jih porabili za Ukrajino, kot je bil recimo pritisk nekaterih severnih evropskih držav. Drugo tako stališče je bilo zdaj v Parizu, kjer smo se zavezniki, tudi Američani so bili zraven in Ukrajina, dogovorili, na kakšen način dati zaveze, ki bodo na eni strani preprečili Ukrajini, da vstopi v NATO. Vstop Ukrajine v NATO je sedaj z mize, na drugi strani pa dali dovolj jamstev, da bo Ukrajina lahko podpisala mir z Rusijo. Spravi, namen tega sestanka je bil določiti tak okvir pogajalski, ki bo pripeljal do miru danes in tudi v bodoče, se pravi trajni mir. Temu so namenjena ta jamstva. Kako daleč, predsednik? To je zdaj odvisno od miru na Ukrajini. Jaz bi bil najbolj srečna oseba na svetu, če bi vam lahko rekel, da bo to jutri. Sedaj so pogajalska izhodišča na zavezniški strani usklajena, to je velik napredek. Na ameriški strani, ki je v kontaktu z Rusi, je, da jih sedaj prenese. Jaz verjamem, da so jih v enem delu že vnaprej uskladili in ostajam optimist, da je ta mir danes bliže, kot je bil pred mesecem ali 2. In zdaj smo pri delovanju vaše koalicije, še 2 meseca je tega mandata. Ob prestopu vodje poslancev Levice k socialnim demokratom je bilo slišati, vaš poslanec je rekel, da če bo naslednja vlada sestavljena iz teh 3 partnerjev, kot ste sedaj, da bo treba reformne resorje bolj enakopravno razdeliti. Zgledalo je tako, kot da so imeli socialni demokrati manj, več pa Levica dejansko pokojninsko reformo, dolgotrajno oskrbo, stanovanjsko politiko. Se strinjate s tem, da niste kot vodja koalicije enakomerno reforme razdelili med stranke, in ali vas je prestop presenetil, gospoda Tašner Vatovca?
Najprej le povem, da sem bil precej zaskrbljen zaradi prestopa. Čas se mi ne zdi ustrezen, pa tudi nekoliko način o tem sploh ne bi razpravljali, ker to stvar, ki ne je v Levici z njim sami mogoče razčistijo. Pomirilo me je to, da je koalicija po pogovoru z obema predsednikoma ostaja trdna. Mi bomo ne samo ta mandat, ostajamo trdni tudi v naši zavezi za naprej. Kar se pa tiče razporeditve resorjev, to je bila stvar pogajalskih izhodišč, njih samih. SD je imela dobesedno prvo pravico izbire in izbrali so resorje, ki jih imajo danes. Nihče, še najmanj jaz, nisem nikomur vsiljeval resorjev. Usedli smo se po volitvah in vprašal sem jih, kaj želite. Na koncu so bila pogajanja, če se spomnite, so razmerno kratka, rekordno hitro smo postavili vlado, ravno zaradi tega, ker med koalicijskimi partnerji ni bilo tren, kdo želi kaj. Levica je takrat si želela delati na bolj dolgoročnih projektih, SD pa mogoče na tistih, na nek način bolj prestižnih, še posebej na zunanji politiki. Ampak tudi pravosodna oziroma sodna reforma s četvorčkom je del resorja SD-ja. Tudi to je reforma in tudi ta del je strani SD-ja. Kar se tiče dolgotrajne oskrbe, ki je, kot pravim, iz resorja Levice, ali ste s tempom, kako se uvaja, zadovoljni? Glede na to, da gre za velik projekt, očitkov, takih zdrsov, zdaj na začetku veliko, vsak dan o kakšnem poročamo. Ste vi zadovoljni? Kako hitro se uveljavlja? Seveda bi bilo najboljše, ko bi se stvar lahko uveljavila takoj, v celoti in čez noč, ampak nič v življenju ne gre tako. V Nemčiji so uvedli pred 30 leti, pa se še kar popravljajo ta sistem. Gre za zelo kompleksen sistem. Tisto, s čimer sem zadovoljen, je to, da smo v decembru, tako kot je bilo napovedano, vsem oskrbovancem v domovih za starejše občane omogočili to, da so končno dobili položnice, ki jim omogočajo dostojno življenje. Jaz mislim, da to je najpomembnejši rezultat, ki smo ga vsi pričakovali. Sam sem se prepričal po različnih domovih, po Sloveniji, položnice so občutno nižje. Ampak ne gre samo za višino. Ampak gre tudi, da kar nekaj vpisov oziroma transformiran po novem sistemu še čakane. Bomo tem, ampak poglejte, lahko se vsak dan ukvarjamo s tem, kaj vse nas še čaka. V življenju nas čaka še vse, dokler ne pridemo do konca življenja. Kar je bolj pomembno je, kateri so rezultati konkretni, ki jih ljudje čutijo. In verjamte mi, ker so se te položnice znižale med 200, 400, 500, 600 evrov na mesec, družina, ki privarčuje 600 evrov na mesec, verjamte, da je hvaležna, da je ta storitev končno zaživela. Jaz bom pa zadovoljen takrat, ko bo sistem v celoti zaživel. Žal, vam ne morem reči, da bo zaživel ne čez en teden, ne čez en mesec. Gre za tako pomembno spremembo, da bo njegova uvedba trajala še več mesecev, preden bo v celoti zaživel. Tako pač je pri tako korenitih reformah, s katerimi se je odlašalo 30 let. In zdaj smo pri tem prispevku za dolgotrajno oskrbo. Politična konkurenca, predsednik SDS-a pravi, da če bo on vodil vlado, seveda tega prispevka ne bo, da bo drugačno financiranje. Predsednik, ali je kakšen razmislek bil v preteklosti ali pa za prihodnost o tem, kdo naj plačuje ta prispevek? Ali se vam zdi ta sistem pravi? Recimo prispevek plačujejo tudi uporabniki te dolgotrajne oskrbe. To je nekatere precej zmotilo. Pa zdaj ne govorim o politični opoziciji. Jaz sem prepričan, da je ta sistem najbolj pravičen. Govorimo o 1% od mesečnih prejemkov. To je tako kot neke vrste zavarovalnina. Dokler ste zdravi, jo plačujete, ker si želite, da če se vam kaj zgodi, če vas zdravje izda, da bo takrat družba iz tega skupnega sklada poskrbela za vas. In točno to se je v primeru vseh, ki so v domovih za starejše, zdaj pokazalo. Tisti, ki imajo še čvrsto zdravje, pri njih se ni nič spremenilo in tudi njihova oskrbnina ostaja na približno enakem nivoju kot prej. Vsi ti, ki so pa zdravstveno ogroženi, pa zdaj plačujejo bistveno manj. To je edini pravilen in pravičen, če želite, način, kako si mi predstavljamo socialno državo. Tisti, ki lahko prispeva za tiste, ki to ne zmorejo. In zdravje je sicer res največja vrednota, ampak nikoli ne vemo, kdaj nas lahko izda. Da. Ob tragičnem dogodku v Novem mestu ste rekli, odmevno rekli, da je državni aparat zatajil.
huda izjava za nekoga, ki je na vrhu politično odgovoren za ta državni aparat. Je bila to prehitra izjava ali res mislite, da je državni aparat zatajil? Glejte, državni aparat je bistveno več kot samo vlada. Že policija je neodvisen organ, kaj šele sodstvo in tožilstvo. To se moramo zavedati. Jaz sem še vedno prepričan, da bi celoten aparat v preteklosti moral biti bolj povezan, bolj učinkovit pri reševanju in naslavljanju teh problemov. In veste kaj? Po sprejemu Šuterjevega zakona je dejansko ta državni aparat postal bolj učinkovit. Imamo odmevne primere na eni strani finančna uprava, ki je sedaj učinkovito začela zasegati avtomobile, tistim, ki so bili prej kronični dolžniki državi zaradi različnih stvari. Zaplenili so v tem času 37 vozil. Prej ne. Ampak ne samo to. Ravno v teh dneh, in mislim, da je danes bilo tudi na tiskovni konferenci, je policija prvič uporabila Šuterjev zakon v tistem delu, ki govori da lahko vstopi v stanovanje brez sodnega naloga, če se ugotovi prisotnost. Že takoj na začetku leta je povedal generalni direktor na naši televiziji, da so par ur po vstopu v novo leto že uporabili ta člen in vstopili v stanovanje in našli ne samo orožje, s katerim je bilo streljano, ampak še dodatno orožje. In veste kaj, sem pa prav res ponosen, ker vsak kos orožja, ki ga bomo uspeli takim neodgovornežem zapleniti, pomeni manjše tveganje, da se bo komu kaj zgodilo. Ampak če lahko ta tako imenovani Šuterjev zakon zdaj spravi aparat v tek, da je bolj učinkovit, če je mogoče z enim zakonom stvari spremeniti, zakaj ne prej? Zakaj se je čakalo na tragičen dogodek? Ne, gledajte, nihče ni čakal. Ampak še danes... Seveda v simbolnem smislu. Gledajte, zelo pomembno. Če smo odgovorni, potem moramo biti iskreni. Še danes obstajajo zelo resni kritiki Šuterjevega zakona. Še danes obstajajo ljudje, strokovnjaki, ki pravijo, da je ta zakon bil nepotreben. Kljub vsem rezultatom. Kljub temu, da danes, zaradi tega zakona, smo lahko napadalca, naprimer na varnostnika v Novem mestu, pridržali. Prej ni bilo možno. Prej je bilo na varnostniku, da ga prijavi. Seveda ga niso prijavili, napadalec je odkorakal, počutil se je nedotakljivega in nadaljeval s svojim nasilništvom. Danes je temu konec. Izključno zaradi zakona. Pa kljub temu obstajajo ljudje, ki pravijo nepotreben. Ne, bil je zelo potreben, ampak žal se je morala ustvariti ustrezna družbena klima, da smo lahko tak zakon spravili skozi parlament. Ali vi kot predsednik vlade zaupate v tem podsisteme, policijo, tožilstvo, sodstvo in ljudem, ki te institucije vodijo? Vedno bolj. Tisto, kar opažam tekom tega mandata, pa sem bil na začetku precej naiven, tudi naredil marsikatero napako mogoče, iz naivnosti sem se naučil, napak delam vedno manj. In kar sem se naučil o podsistemih je, da je najpomembneje, da se jih poveže. Da se jih spodbudi in poveže. In ravno povezovanje teh podsistemov je tisto, kar naredi Šuterjev zakon. Prvič so bili obravnavani vsi podsistemi na enem mestu in cel sistem zgrajen tako, da se nihče v verigi ne more izmakniti svoje odgovornosti. In to je največji uspeh tega zakona in zato ima take rezultate in jaz verjamem, da je bilo to res nekaj, kar je bilo nujno za Slovenijo. Kadrovska podhranjenost policije, slišimo oba sindikata, govori se o ukinjanju nočnih dežurstev policijskih. Zaskrbljeni, kje je rešitev? Glejte, o kadrovski podhranjenosti poslušam cel mandat na vseh področjih. Največkrat se to pokaže, da je to tudi del pogajalske taktike sindikatov za boljše pogoje, nič narobe, legitimno. Slovenija ima danes eno najnižjih brezposelnosti in najvišjo stopnjo zaposlenosti kadarkoli v zgodovini. Enostavno ljudi, ki bi lahko zapolnili delovna mesta, ni. Tisto pa, kar lahko naredimo, je, da poskušamo ljudi preusmerjati v deficitarne poklice. To nam v neki meri uspeva, naprimer pri zdravnikih, specialistih, to nam v neki meri uspeva na področju tudi šolstva. Jaz verjamem, da tudi na področju policije s časom bomo to vrzel enako uspešno zapolnili, kot nam to uspeva, naprimer, na področju Slovenske vojske. V vsakem trenutku je nek del podsistema, ki ima kadrovski primanjkljaj. Potem se pa to
lahko tudi zapolni, ko se ukrepi sprejemajo. In ko sva pri policiji, samo še to, odgovornost pa na nek način nosite kot predsednik vlade za to, da je bila policija tako dolgo brez generalnega direktorja s polnimi pooblastili. Pravzaprav od časa notranje ministrice Bobnarjeve, ko je bil VD Boštjan Lindav, potem sicer gospod Jušić je dobil polni mandat, ampak že takoj na začetku obremenjen z upravno odločbo, češ da je bilo s postopkom, da ni bilo vse v redu. Kaj je razlog, da se je tako dolgo do zadnjega gospoda Petriča z VD-ji poskušalo policijo voditi? Tle se motite, ni se poskušalo z VD-ji, tudi gospod Jušić je bil imenovan za polni mandat, ki je bil kasneje potem strani upravnega sodišča odpravljen. Da. Ampak vi veste, da sem jaz celo v sodni preiskavi ravno zaradi tega, ker ne bi se domnevno upletal v kadrovanje v policijo, tako da razumem, da sem odgovoren po vašem mnenju, ampak Vlada imenuje, ne? Verjamte mi, da odkar sem v postopkih preiskave in izključno samo v teh postopkih preiskave se raje držim nekoliko bolj ob strani. In ta preiskava, seveda gospod Zdolšek pred KPK-jem seveda uporablja pravna sredstva, do česar ima pravice. Bomo, gospod predsednik, vi zagotovo veste, kako postopki, tajni postopek potekajo, mi tega ne moremo izvedeti. Bomo še bo javnost pred volitvami izvedela, ste ali ne kršili zakon o integriteti? Jaz bi si res želel, da bi se lahko javnost prepričala, kako absurdne so tiste obtožbe, ki so sedaj v spisu tudi ostale. Po mojih informacijah gre za 2 SMS sporočili, ki sta za moje pojme vse kaj drugega, kot pa kršenje integritete. Ampak o tem, žal, dokler ni postopek končan, ne morem govoriti. Bi si želeli, da bi bil končan? Jaz si želim, da bi bil ta postopek že pred 2 leti končan, ker učinkovitost delovanja pravosodnih organov se meri v mesecih in ne v letih, kot je v tem primeru. Ampak tukaj je nekaj časa je vzelo tudi to, da seveda vaš zagovornik je vlagal. Zelo se motite. Niti v enem trenutku ni prišlo do zavlačevanja postopka, da bi se neki roki... Ne govorimo o zavlačevanju, ampak vlaganje dodatnih. Jaz mislim, da je prav, da se, če verjamemo v pravno državo, da se dovoli uporabo vseh zakonom dovoljenih sredstev. Drugo je, če bi se pa izmikali temu ali pa za postopek zavlačevali s tem, ko bili neusahljivi. Tega nikoli ni bilo, jaz sem se tudi sam vedno odzval v tem primeru na zaslišanje, tako da. In še enkrat, res je, ko boste videli, kadarkoli že, ali pred ali po volitvah, kaj ne bi bilo tisto, kar ne bi pomenilo kršenje integritete, boste tudi vi začudeni. O pravnih sredstvih seveda so vsa dovoljena. Nisem govorila o zavlačevanju. Tako. Nisem govorila o zavlačevanju, ampak da vzame čas vsaka nova pritožba. Tukaj se strinjava. Božičnico ste obljubili, tudi izpeljali. Ali bo enako z napovedjo ministra za delo Luke Mesca pri povišani minimalni plači? Jaz moram najprej povedati eno stvar. A se spomnite, koliko je bilo vpitja glede obvezne božičnice strani nekaterih združenj? Koliko napovedi katastrofičnih, da bo gospodarstvo propadlo zaradi nje? Gospodarstvo vas je dostikrat pričakalo na nož. Danes je božičnica, danes ne. Jaz mislim, da hočem vam povedati o kredibilnosti dramatiziranja. Danes se je izkazalo, da je božičnica izplačana. Jaz sem vesel, da je večina zaposlenih Slovencev dobila božičnico in tudi vsi upokojenci. Sicer nižjo, ampak ravno tako zimski dodatek, pa se ne državi, ne gospodarstvu nič hudega ni zgodilo. Minimalna plača? Prav je, da se vsi zavemo odgovornosti, ko napovedujemo katastrofo. In da ne prisluhnemo tistemu, ki najbolj vpije, ampak raje prisluhnemo, kaj je prav. In božičnica je natančno to. Prav je, da je tudi v Sloveniji, po zgledu sosednjih držav, zaposleni dobijo ta zimski regres. Kar se tiče minimalne plače, minister Mesec je mogoče malo prehitro šel ven s konkretnimi številkami. Številka se bo na koncu postavila tudi na podlagi socialnega dialoga. Čakamo, mislim, da je ta teden napovedan prvi sestanek, bomo počakali, da vidimo, kaj bo in potem bomo tudi videli rezultat. Če mene vprašate, zagotovo minimalna plača višja, kot je bila do sedaj. Jaz bi si želel, da bi tudi to uredili sistemsko. Dobro. Da to ni stvar vsakega leta,
ampak da imamo zakon, ki poveže minimalno plačo z tveganjem revščine. To bi bila bolj ustrezna rešitev. Tako kot je zdaj božičnica. Tako kot je. In na ta način bi potem enkrat zavedno to vprašanje dali z mize, ne pa da vsako leto o tem politiziramo. Da. Stroški življenja so seveda višji, to je na prosto oko vidno in tudi statistika kaže 2,7% inflacija lani, nekoliko nad povprečjem Evropske unije. Predsednik, je to eden od neuspehov vaših? Štejete inflacijo ali ne? Ne, sploh ne. Treba biti zelo jasen. Inflacija se vsaki mesec spreminja. Res je, 2,7 za 0,6 ali 0,5 smo nad evropskim povprečjem, pa govorimo o 0,5%. Inflacija, ko smo prevzeli vlado v mesecu juniju 2022, je bila več kot 10%. Več kot 10, zdaj je 2,7. Tako da ne more biti to neuspeh. Pa še ena zadeva je pomembna. Največji poganjalec inflacije v zadnjih mesecih v Sloveniji in tudi v okolici, tudi Avstrija ima mimogrede inflacijo višjo, celo od Slovenije in enako velja za Hrvaško. Spravi, ne gre za osamljen primer, ampak največji poganjalec so cene hrane, med njimi pa cena mesa. Ampak meso je eden redkih kmetijskih proizvodov, kjer smo samooskrbni. Kar pomeni, da ta denar, to povišanje cene v resnici gre slovenskemu kmetu, kar je edino pravilno. Mogoče je pa to način, kako si je tudi slovenski kmet lahko zdaj z višjimi cenami omogočil boljše življenje. Kmetijstvo je še en od teh področij, kjer se veliko dogaja tudi na ravni Evropske unije, pa morda ob kakšni drugi priložnosti še na to temo. Če smo pri kadrovskih zadevah, predsednica republike bo zdaj 2 meseca pred volitvami še enkrat poskusila s predlogi tako za guvernerja, varuha človekovih pravic, pa 3 ustavne sodnike. Opozicija aktualna v parlamentu pravi, to je treba pustiti za naslednji sklic parlamenta. Boste to pustili ali boste kaj od tega, katerega od teh kandidatov v Svobodi podprli? Vem, da ni to stvar vlade, Svobode pa da, ker je največja. Ne, po informacijah, ki jih imam sam, so se kandidati tudi predstavili poslanskim skupinam. Nekateri od njih uživajo zelo veliko zaupanje, pri nekaterih je predsednica se odločila nekoliko drugače. Jaz mislim, da bo marsikdo od njih dobil podporo, mogoče pa ne čisto vsi. Guverner? Tle je mogoče škoda, da predsednica ni prisluhnila poslanski skupini Svobode, ki je dala prednost drugemu kandidatu, ampak nič še ni dokončno odločeno. Predsednica je, kot je rekla, interno imela zadržke do 4 veleposlanikov, do imen predlaganih. Vi ste rekli, bom citirala, da je nedopustno posegla v tajni postopek. Predsednik republike vsakokratni v tem postopku je vključen, sodeluje, konec koncev tudi predsednik republike imenuje potem veleposlanike, vlada je pa vmesni člen. Torej, kako bi nedopustno se nekdo vmešal, če je predvideno, da gre za dogovarjanje ali za pogovore? Poglejte, vsak ima svoje mesto v ustavni ureditvi. Da. In res je, da predsednik podpiše imenovanje. Tako. Medtem ko je postopek imenovanja na predlog Ministrstva za zunanje zadeve opravljen na vladi. Nedopustno je, ko se nekdo vstakne v postopek, še preden pride na vrsto. O tem sem govoril. Na koncu se je izkazalo, da ima predsednica, in škoda je, da je v resnici razkrila s tem in izpostavila dolgoletne diplomate, da po njenem mnenju niso ustrezni kandidati. Tega mi je škoda. Na koncu se je izkazalo, da gre za 2 diplomatski oziroma za 3 lokacije. Ne govorimo o političnih kadrovanjih, govorimo izključno o diplomatih, ki so prestali test na Ministrstvu za zunanje zadeve. Strokovni test. Sam nisem bil nikjer vpleten, prisluhnil sem mnenju komisij in oblikovali smo na vladi predlog, ki je izključno strokoven. Od tu naprej pa naj še vsi ostali opravijo enako odgovorno svoje delo. Bo Urška Klakočar Zupančič, aktualna predsednica parlamenta, na listi Svobode na parlamentarnih volitvah? Veliko je meglic okrog tega, vi ste predsednik stranke. Svoboda bo imela 14.2. svojo volilno konvencijo, na kateri bo predstavila vse kandidatke in kandidate. V začetku februarja bomo postavili dokončno kandidatno listo in do takrat v resnici nihče ne ve, ker je svet stranke tisti, ki potrjuje.
Torej, vi ne veste. Evidentirana vem, da je, ker je dala soglasje. To je pa tudi vse. In enaka pravila veljajo za vse kandidate. Zakaj pa sploh so dvomi o tem? To pa morate koga drugega vprašati. Jaz sam ne dvomim v to, ampak to morate pa koga drugega vprašati. Zakaj bi se stranka odrekla na kandidatni listi nekomu, ki kotira v anketah? Se ne gre za to. Zakaj gre v ozadju? Ker ko vprašamo gospod Klakočar Zupančič, ali ostaja v politiki, pravi, nisem jaz mesto za to, ne sestavljam jaz kandidacijske liste. Res je, in kandidacijska lista še ni sestavljena in to je vse, kar vam želim povedati. Kdo ostaja, ne ostaja v politiki, je pa osebna odločitev. Marsikdo se včasih tudi premisli. Verjamte mi, da imam tudi jaz dneve, ko bi najraje zapustil politiko, ampak ne, v tem primeru seveda bom vztrajal. Ampak to je popolnoma osebna odločitev, pa jaz sem na koncu prepričan, da bo kandidacijska lista taka, da bo na eni strani, da bodo na njej vsi prepoznavni obrazi Svobode, na drugi strani bo tudi okrepljena z nekaterimi novimi, svežimi obrazi, ki bodo v resnici dajali ljudem tudi zaupanje v prihodnost. Sveži obrazi, ki jih ne poznamo, ali boste nabirali prestopnike? Ne rabimo mi tega, hvala. Predsednik SDS-a je rekel, če bo vnovič vodil vlado, priprl bom pipico nevladnikom, ve se, da želi ukiniti SDH, iz tega bi tudi dolgotrajno oskrbo potem financiral, Dovosta, oborožitveni koncern je že tako napovedal, da ni potreben oziroma da ga ne bo, če bo on sestavil vlado. Skratka, veliko od vaših zadev, pa tudi prispevka za dolgotrajno, kar sva že prej govorila, da ga ne bo več oziroma preoblikovan. Veliko stvari, ki ste jih vi v teh 4 letih poskušali postaviti, bo anuliral, kar ste v bistvu na nek način tudi vi pred 4 leti naredili, napovedali in pri nekateri zakonodaji prekinili s prejšnjo vlado. Prekinili smo škodljivimi praksami, ki so razbijali socialno državo in uvajali dobesedno policijsko državo na nekatera področja. S tem smo prekinili. Kar se pa tiče napovedi, a se mi sploh zavedamo, kaj pomenijo nevladne organizacije? A se mi zavedamo, da nevladne organizacije so na primer gasilci? A se mi zavedamo... To se pogovarjamo zadnjih 15 let, se v bistvu pogovarjamo... Počakajte do konca, prosim. A se mi zavedamo, da so nevladne organizacije Rdeči križ in Karitas? Kajti tu in osebna asistenca. Kajti tu gre večina denarja. Ne gre denar, na primer, 8. marcu. Sploh ne. Zato je pri teh napovedih, kaj vse bo ukinjeno in komu vse se bo nekdo maščeval, treba biti zelo pozoren, ker se bo lahko mogoče vsak od nas znašel na tej listi za maščevanje. Treba biti zelo pozoren. Tako da napovedovanje ukinjanja pravnega reda je zelo nevarna stvar in jaz mislim, da če je ena stvar, ki jo bo ta koalicija tudi za naprej lahko zares obljubila volivcem, je to stabilnost. To pomeni, da namesto, da bi se ukvarjali s preteklostjo, imamo zdaj priložnost, da se na volitvah odločimo za prihodnost. Da temelje, ki so bili zdaj postavljeni v naslednjem mandatu, to hišo zgradimo do konca. In rezultati so prvi že tukaj in so na računih ljudi. Na osebnih računih ljudi so konkretni rezultati delovanja te vlade. In to je tisto, kar najbolj šteje. In jaz verjamem, da se bodo ljudje na koncu odločali med tema dvema opcijama. Ali se želimo res vračati v preteklost zaradi osebnega maščevanja, ali želimo iti naprej v obliki stabilne, predvidljive, predvsem pa socialne države. Zdaj, mandat je bil poln referendumov, nekaj zakonodajnih, ki jih je opozicija vložila, vi 3 posvetovalne, ki ste jih dobili, izkupiček pa je, kar zadeva pomoči pri končanju življenja in preferenčni glas. Ni samo vaša krivda, preprosto glasov za to v parlamentu nimate dovolj, ampak volja volivcev pa vendarle ni izpolnjena, ne? Težko bom sprejel odgovornost za nekaj, kar je bilo usklajeno, celo z stranko, ki je sama predlagala amandmaje, v tem primeru krščanske demokrate. Kasneje so svoje soglasje umaknili, zato je žal volilni sistem ostaja enak. Kar se pa tiče ostalih referendumov, je pa po svoje prav, da smo doživeli tudi trenutek streznitve, kjer smo lahko se prepričali, da nič ni samoumevno. Jaz mislim, da je to zelo pomembno za vse volivke in volivce, nič ni samoumevno. Če bomo ostali doma marca,
potem ne jamramo, če se nam zgodi to, kar se danes moče dogaja na ulicah Združenih držav. Če bomo ostali doma, ne jamramo tem, če se nam zgodi to, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu. Ker bo to izključno zasluga tistih, ki se volitev ne bodo udeležili. Znano je, da vas ljubljanski župan osebno in politično 100% podpira. Pri vaših volivcih je vtis, da je tudi obratno. Vidno je umanjkal vaš odziv, niti ne bom rekla kritika, pa odziv na nekatere stvari povezane z ljubljanskim županom. Zakaj? Poglejte, vsak je nedolžen, dokler se mu ne dokaže drugače. Nikoli ne bom pristal, da na podlagi ene oddaje, pa kjerkoli, se bo nekoga obsodilo. To je nekaj, kar je v pravni državi v resnici nedopustno, je vseeno za koga gre in prav je, da dokaže na sodišču vsak svojo nedolžnost. Sicer pa, verjamte mi, jaz sem res dosti med ljudmi, sploh v zadnjih mesecih, in kritike, o katerih vi govorite, med ljudmi nisem slišal, sem jo pa slišal od novinarjev. Nisem mislila na izvlečke oddaje, na katere mislite vi, ampak recimo Sodni svet, ki je zelo pomemben del pravosodnega sistema, predlaga, zahteva revizijo dela sodišča v Ljubljani zaradi pravnomočne obtožnice, ki čaka 7 let. In oba veva, da je sodna veja oblasti neodvisna od vlade. Jaz ne vem, zakaj bi me rada zdaj zvlekla v to, da bi komentiral delo sodstva. Veste, da ne bom. Še ko komentiram svoje primere, me potem čudno gledate, tako da se bom vzdržal. Kakršnih koli komentarjev sodne veje oblasti. Vzdržan torej tudi tokrat. Če boste imeli možnost ponoviti mandat, od Janeza Drnovška bi bili prvi spet po dolgih letih, ki bi ponovili koalicijo s kom? Sedanjimi partnerji, rekli ste, da če bo kdo vrednostno po programu podoben vam, kdo so te stranke? Je to prerod, so to tudi demokrati Anžeta Logarja, je to Resnica Stevanoviča, Nova Slovenija? Dokot boste šli? Vemo, s kom ne. To je. V tem trenutku se kaže precej negotovo, katere stranke ne bi prišle v parlament. Je kar nekaj strank, 4 do 6, za katere se ne ve, nekatere ste tudi vi omenila, ali bodo prestopile parlament ali ne. Tako da je zelo težko danes sestavljati kakršnokoli koalicijo in je tudi ne poskušamo. Tisto, kar poskušamo tudi z jutrišnjim sestankom, je ugotoviti, katere so vrednote, ki nas lahko povezujejo. Spravi, želimo se povezovati na podlagi vrednot. In potem bomo seveda morali počakati, da so volitve tu in da vidimo, komu ljudje zaupajo. Tako da mi smo odprti, ne samo znotraj sedanje koalicije, odprti smo za povezovanje tudi čez, in na sredo, in na levo, ampak na koncu morajo volivci najprej povedati svoje, šele potem smo na vrsti mi. Čisto za konec, torej očitek volivcev, morebitnih ali pa državljanov, da je levi pol sprt med seboj in da bo tlakoval pot za še eno vlado Janeza Janše. Vaš odgovor kot predsednik aktualne vlade? Ne vam, pa tudi vsem gledalcem zagotovim, da vse kaj drugega nismo sprti, zdržali smo cel mandat, izpeljali smo zelo težke spremembe v sistemu in ostali skupaj in še več. Tudi vsem tistim, ki prihajajo na novo, smo pripravljeni prisluhniti in vsem, ki delijo naše vrednote, jih tudi vključiti v našo enotno skupino. In jaz mislim, da je to najboljši odgovor in na tem zdaj največ delamo in to bo tudi čas pokazal kot edino ustrezno in tudi zmagovito kombinacijo. Spoštovani gospod predsednik, lepa hvala za pogovor in vse dobro. Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Tako, spoštovani gledalci, hvala tudi vam za spremljanje. Sledi pogovor z opozicijo, z vami bo Katarina Golob Veselič. Želim še lep večer.